Kaj pa to pomeni biti znanstvenica? Znanstveniki so tisti, ki ugotavljajo neznane stvari. Če nekaj ne poznamo, potem se znanstveniki lotijo tega in poiščejo odgovore na razne vprašanja. Tukaj vidim, da imate pač razstavo in kaj lahko vidimo na tej razstavi? Na tej razstavi vidimo veliko uspešnih žensk, znanstvenic z področja tehnike. Ali vidve poznata kakšno žensko znanstvenico? Ne. No, ravno to je namen naše razstave, da vi in tudi ostali, da ugotovijo, katere so tiste ženske in ne samo to, kaj so te ženske, njihova imena pa priimki, ampak tudi, kaj so naredile. Katera znanstvenica pa je vam najbolj všeč? Meni je pa najbolj všeč Stanislava Šurležanovska. To pa je prva ženska v Sloveniji, ki je dobila doktorat z področja elektrotehnike in namreč tudi mi sami, ki smo tukaj in ki delamo na tej fakulteti, nismo vedeli, da obstaja. Kako ste se pa vi odločili za elektrotehniko? Za elektrotehniko sem se odločila zato, ker me je vedno zanimala tehnika, zato, ker sem vedno lahko popravila stvari. Torej, če se je kaj pokvarilo, sem lahko sama popravila in sem želela to tudi v svojo prihodnost delati. Zdaj se pa nahajamo v prostoru, ki se mu reče simulator vožnje. In več o tem, kako dela simulator vožnje, bo vam razložila Kristina. Simulator vožnje je zelo dobro orodje, ker dejansko lahko zelo nevarne situacije testiramo v zelo varnem okolju. Torej vse je simulirano, s tem, da vseeno pa ta pravi sedež, pa pravi volan nam omogočijo, da se počutimo, kot bi bili v pravem vozilu. To je sledilnik pogleda in če si daš tale očala na glavo, imajo 5 kamer, ena kamera snema spredaj, 2 pa snemata tvoje oko. In zdaj mi recimo lahko spremljamo njen pogled, ves čas, kjer ona gleda. Zelena pikica pa nam pomeni njen dejansko fokus. A to je zdajle zares dejansko vozim, pa se tudi lahko zaletim? Dejansko se zdaj nahajaš na avtocesti, zaletiš se tudi lahko. Torej sedaj lahko vidimo točno, kakšno sliko vidi pred sabo, pa tudi točno, ki je njen pogled. Pri izkušenih voznikih potem recimo ves čas lahko spremljamo, ali gledajo v vzvratno ogledalo, pa stransko ogledalo, vsakič, ko zamenjajo pas. Pri neizkušenih pa večinoma časa se njihov pogled zadržuje na sredini ceste. A je še kakšna znanstvenica, ki bi jo izpostavili na razstavi? Ja, izpostavila bi tudi Edith Clark, ki je bila prva elektroinženirka v Ameriki in se je tudi prva zaposlila kot profesorica elektrotehnike. Kot veste, sem tudi jaz profesorica elektrotehnike na tej fakulteti in predstavlja moja inspiracija. Potem pa naslednja je Limor Freit, drugače je tudi znana kot Lady Ada, zaradi tega, ker je začela z gibanjem za makerje, to so za ustvarjanje. In na tak način je približala te laboratorije, ki jih bomo mi danes ogledali, vsem. A zdaj smo v laboratoriju? Mi mu rečemo ustvarjalni laboratorij in smo mu dali ime Maker Lab. Tukaj vidite nekaj naprav, 3D tiskalnik, potem rezalnik, obstaja veliko opreme za tiskanje elektronskih vezij, za izdelovanje elektronskih vezij, zato da naredite neke naprave. Kaj pa vidimo tukaj na tleh? Tukaj na tleh pa vidimo 2 avtonomni vozili, ki so bile narejene v tem laboratoriju. Če se ta vozila priklopijo na računalnik oziroma jim nekdo da ukaz na računalniku, potem se začnejo premikati. To je pa računalnik za upravljanje robota? Tako je, ja. Tukaj lahko s pomočjo tipkovnice in miške vnešemo koordinate in navodila programa, da lahko potem ta robot se premika po polju. Kaj pa dela ta 3D printer? Ta 3D printer trenutno izdeluje figurico slončka, sicer pa je na njem mogoče izdelati tudi razne druge stvari. Naprimer, na njem so bili izdelani nekateri deli za tega robota. Kaj vse na tem robotu pa je izdelal 3D printer? Tiste dele, ki jih ni mogoče dobiti ali kupiti kje drugje, to so torej te ročke in ta antena. Kaj pa je posebnost te rolke? Da je električna, kar pomeni, da imamo tukaj daljinec, tudi s katerim jo upravljamo. A bi se midve lahko probale voziti s to rolko? Seveda. Poglej, ti dam kar daljinca, ti pa vzemi rolko, pa pojdimo. Lahko dobijo še kakšne nalepke za firpcologe? Seveda, z veseljem in prosim, da jih delite s svojimi prijatelji firpcologi. Izvolite. Hvala.